Kakšno je razpoloženje slovenskih volivcev dober mesec in pol pred parlamentarnimi volitvami? Katere stranke bi se uvrstile v državni zbor, če bi bile volitve danes? In kakšne so možnosti za oblikovanje prihodnje desne ali leve koalicije? Objavljamo najnovejše merjenje političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v inštitutu Mediana. Anže, kakšni so torej rezultati? Edi, podatki kažejo, da bi se v državni zbor lahko prebilo 8 političnih strank, razmerja pa bi bila predtem precej spremenjena. Takšna bi bila razdelitev sedežev, če bi bile volitve danes in če upoštevamo le opredeljene volivce. Največ mandatov bi dobila Janševa SDS, ki bi število poslancev povečala na 29, Golobova Svoboda bi jih imela 9 manj, torej 20, in bi skoraj razpolovila trenutno število poslancev. Socialni demokrati bi dobili 8 sedežev, prav toliko kot tudi Zavezništvo Levice in Vesne. Po 7 poslancev bi dobili demokrati Anžeta Logarja in pa skupna lista Nove Slovenije, SLS in Fokusa. No, v državni zbor pa bi se lahko prebili tudi dve trenutno neparlamentarni stranki, Pirati in pa Resnica. Kaj pa, če smo še bolj natančni in upoštevamo le opredeljene volivce, ki pravijo, da se bodo zagotovo oziroma verjetno udeležili volitev? V tem primeru se število parlamentarnih strank zmanjša na 7, razmerja pa se znova spremenijo. SDS bi pridobila en mandat in bi jih imela 30, Svoboda bi skočila na 24 poslancev, SD bi ostala pri 8, prav toliko pa bi jih dobila tudi NSI. Na vsak po 7 poslancev bi dobili tudi demokrati ter Levica, na parlamentarnem robu pa sprememba, 4 poslance bi dobil Prebiličev Prerod. Takšna so torej razmerja, če upoštevamo najbolj zanesljive in pa opredeljene volivce. Anže, kaj pa to pomeni za oblikovanje prihodnje koalicije? Ja, tudi tu je zanimivo, očitno tesna strankarska razmerja in pad pozicijo med levim in desnim blokom. V uredništvu smo simulirali dve nazorsko sorodni koaliciji, kot lahko vidimo, pa je seštevek 3 desnih strank in strankarskih list večji kot skupni rezultat 4 levosredinskih opcij. Toda razmerje 45 proti 43 pomeni, da nobeden od blokov trenutno ne bi imel zagotovljene večine 46 glasov. Pri tem izračunu smo torej upoštevali opredeljene in verjetne volivce, 2 manjšinskih poslancev pa nismo šteli v nobenega od političnih blokov.